glede uvedbe kavcijskega sistema. Na posvet so bili vabljeni različni deležniki, tako za kot proti kavcijskemu sistemu. Soočili smo dejstva glede uvedbe da in ne kavcijskega sistema in sklepi z današnjega posveta so sledeči. Vsem deležnikom seveda pošljemo tudi zapisnik današnjega sestanka skupaj z vsemi predstavitvami, ki so bile. Ključne so pa sledeči sklepi, in sicer, da do konca avgusta v manjših skupinah soočimo dejstvo oziroma izhodišča glede podatkov, kajti še vedno smo na različnih straneh, bom rekla, še vedno se podatki razlikujejo med seboj, tako da želimo soočiti in pač priti nekako do skupnega imenovalca in števca glede podatkov in procenta, kje danes smo glede recikliranja plastenk in pa pločevink. Drugi sestanek bo namenjen financiranju, da soočimo dejstva glede financiranja, kajti zopet imamo različne trditve glede tega, koliko bo to predvsem nas potrošnike stalo. In pa tretji sestanek bo namenjen predvsem načrtu akcijskemu načrtu z ukrepi, kajti ključno je, če država Slovenija ne uvede kavcijskega sistema, mora pripraviti akcijski načrt, kako bomo uspeli ta cilj leta 2030 tudi doseči, se pravi te 90%. In to mora država predložiti Evropski komisiji, ki oceni, ali je ta načrt izvedljiv in seveda potem v sklopu tega načrta tudi vse izvedbene aktivnosti izvesti. To so te tri ključni sestanki, ki se bo izvedli do konca avgusta. Vmes se bo še minister povedal glede politične odločitve, potem pa se bo seveda na osnovi teh treh sestankov odločilo, kako naprej. Ali z uvedbo kavcijskega sistema ali pa z obstoječim sistemom, z ukrepi, ki bojo pač tudi nekako morali biti realizirani in ki bo morali nekako priti na koncu do leta 2030 do 90% in seveda tudi ostati tam. To ne pomeni samo 90% doseči in potem pasti nazaj, ampak nekako ostati na tej ravni. Hvala lepa.